V prispevku zakonca Login so bile navedene določene neresnične in zavajajoče navedbe o mojem poslovnem delovanju. Moje ime je Žiga Vavpotič in ne Miha Vavpotič. Nikoli nisem bil mladinski funkcionar, bil pa sem ustanovitelj več nevladnih organizacij, ki še danes delujejo v korist širše družbe. Osebno se nisem ponujal nobeni vladi, želja po sodelovanju je prišla s strani kabineta predsednice vlade, vendar se slednja ni odločila, da bi me imenovala za državnega sekretarja za mladino, ker si je na tem mestu želela žensko. Prav tako ne drži, da sem vodil le en zavod. Sem ustanovitelj in lastnik različnih ustanov. O mojem delu pričajo številne reference. Med drugim sem bil pobudnik največjega medgeneracijskega projekta Simbioza. Deloval sem v gospodarstvu, svetoval v državnem svetu. Ne držijo navedbe, da se je ljubljanska policija začela zanimati za poslovanje Simbioze in da so, ko so prišli tja, računalniki Simbioze čudežno zgoreli. Medgeneracijski center Simbioza so oropali in zato je tja, kot je to razumno ob takšnih dogodkih, prišla policija, ki je preiskovala situacijo. Think Tank nikoli ni bil planiran, da bi postal nova politična stranka, prav tako nikoli nisem lobiral za gospoda Leonarda Peklarja. Nadalje, tudi ne drži, da sem zahteval objavo svojega intervjuja v redni številki revije Reporter na zahtevo gospe Login, temveč sem osebno zahteval, da se revija Reporter drži dogovorjenega, torej da bodo članek objavili v redni številki revije Reporter. Končno tudi ne drži, da so kitajski lastniki za direktorja na Cipru pripeljali nekoga iz Ljubljane. Na Cipru živim že skoraj 3 leta in sem tam živel že v času pred prodajo. V vsem tem času sem opravljal različne funkcije znotraj družbe Outfit 7 in čeprav je za slovenski prostor morda to nenavadno, so me kitajski lastniki imenovali na trenutno pozicijo na podlagi meritokracije, preteklega uspešnega dela in rezultatov. To je bila eksplozivna 68. oddaja VV Faktor. Ta teden bodo na sporedu še 3. Jutri se bomo med drugim vozili z vladnimi BMW X5. Ne zamudite in ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.